Lepo pozdravljeni, danes je že petek in festival Kino Otok Izola Cinema se že 21. prav lepo odvija tukaj v Izoli. Včeraj zvečer smo videli enega od prizorov, ki ni prav pogost, sploh ko govorimo o art filmu oziroma avtorskem filmu, predvsem neodvisnem filmu. No, namreč letni kino Arigoni je bil tako razprodan med projekcijo Fiume o Morte, da so pravzaprav nekateri ljudje morali ostati celo zunaj. Ljudje so bili sicer navdušeni nad prvim ogledom filma Fiume o Morte, ki govori o 16-mesečni okupaciji Rijeke s strani italijanskega umetnika, govorca in pa tudi utemeljitelja fašizma Gabriela D'Annunzia. Obiskala nas je tudi ekipa filmska, režiser Igor Bezinović, kamerman oziroma direktor fotografije Gregor Božič in pa producentka Marina Gumzi. Slednja sta pravkar imela zdajle dopoldan v kinu Odeon tudi projekcijo svojega novega filma, ki se imenuje Navadna hruška in je pravzaprav distopičen kratki film o tem, kako so nekoč res še imeli hruške, letos pa tudi zaradi pozebe vemo, kakšna bo približno letina. Navadno hruško so poparčkali z mestom slovesa oziroma La Jetée, filmom starejšega datuma iz leta 62, gre za francoski film Chrisa Marqueja, ki je pravzaprav film ponovno distopično prihodnost, tokrat je šlo bolj za potovanje po času, pa ustvaril s pomočjo črno-belih fotografij, tako da pravzaprav teče pripoved ob fotografijah in to se je pravzaprav ravnokar zaključilo. Imperij se pravkar predvaja v kulturnem domu Bruno Dumont, nekateri ste mogoče si film lahko že ogledali tudi na ljubljanskem filmskem festivalu LIFF, je absurdna komedija o velikem črnem zmazku, ki poveljuje osebkom, ki so prišli na zemljo in bi za nekatere lahko rekli, da so bolj kot ne angelski, drugi bolj demonski. No, vendarle smo ljudje tisti, ki smo njihovi sužnji. Vsekakor pa lahko tudi vidimo, da očitno, če bo tehnologija enkrat res propadla, bojo tudi naši nezemljani oziroma prišleki iz nebes začeli uporabljati konje. Vse se pa začne seveda v idilični francoski vasici, kjer potem se začnejo dogajati torej razne nadzemeljske situacije, o katerih prej niso niti razmišljali. Danes je na ogled tudi film Generacija podob, ki jih je pravzaprav Johannes Gerlinger pripravil tako, da je raziskoval albanske filmske arhive, ki jih je potem sestavil v seveda tale 103 minute dolg kolaž. Sicer včeraj lahko izpostavimo še to, da je očitno prišlo tudi precej več ljudi. Koncert Nejca Pipa je zbrane navdušil, prav tako Dormioti, ki sta nastopila zvečer. Tudi danes zvečer se dogajanje še nadaljuje. Blaža bomo lahko slišali, kasneje potem še MSN, GF in pa Gabija tamle na plaži pod Svetilnikom, kjer so letos malo skrajšali programe kratkih filmov, zato da lahko imajo daljše pogovore in pa predvsem tudi zato, da se ne bi zamujalo s koncertnim dogajanjem, ki seveda potem sledi vse tja do 2. zjutraj oziroma dokler jeziki tečejo. Nomadska filmska srenja, ki se nahaja na Kino Otoku, se tudi že veselo popolnjuje. Nekateri namreč so že bili na kar nekaj festivalih letos in se na teh festivalih ponovno srečujejo, spet drugi prihajajo izključno na Kino Otok. Ampak ker je danes petek, verjamemo, da prihaja tudi večja gneča tudi iz drugih delov Slovenije. Zato se nadejamo, da bojo polne pravzaprav tudi kinodvorane. Kar se tiče dogajanja v morju, so menda opazili že nekaj klobukov, sicer pa večjih poročil o kakšnih ježkih zaenkrat ne poročajo. No, več kot 100 prostovoljcev skrbi za letošnjo edicijo Kino Otoka.
ki se otvoril na Mancijoljevem trgu, o katerem ste lahko več slišali že včeraj. Podrobnejše poročilo in razna javljanja iz dogodkov pa vam predstavimo kasneje. V ponedeljek recimo se vidimo spet 10 do 6 popoldanske, če ne pa spremljate in akcijo ob 20 ob sredah. Še to naj povem, Gregor Božič in Marina Gumzi sta zdaj povedala, da delata pravzaprav že tretji film o drevesih. Spomnimo, leta 2019 sta posnela film Zgodbe iz Kostanjevih gozdov. Zdaj se ta film nov imenuje Navadna hruška, no taki sledi bo pa o drevesih po celem svetu. Tako da med drugim sta nam povedala, da sta obiskala Japonsko, kjer se tako trudijo za svoje sadje, da bo res rdeče iz vseh strani, da bo res izjemno slastno, da to izgleda tudi tako, da jabolka na vsake 3 dni obračajo po soncu in jih s posebnim lepilom prilepijo nazaj. Potem jih spravijo v vrečke zaradi tega, da se jim ne bo kaj zgodilo, tako kakšna fizična poškodba, in da vse to skupaj podstavijo z odsevniki, ki omogočajo večjo pridobitev svetlobe tudi od spodaj. Tako da pravita, da se je pravzaprav fikcija oziroma kar znanstvena fantastika v resnici pisala sama od sebe. No, če samo takole na hitro pogledam še, kaj se bo dogajalo čez vikend, seveda toplo vabljeni, da nas tukaj v Izoli obiščete tudi sami. Danes večer recimo nas čaka v Arigoniju Puja Sr, kjer inšpektorica Puja v policijskem trilerju preiskuje ugrabitev dečkov na nemirnem mejnem območju med Nepalom in Indijo. Vmes pa jo seveda težijo razni problemi, ki se kažejo tudi na nivoju tega, da želi, da jo naslavljajo z gospod, kar v tako tradicionalni družbi skoraj da ni mogoče. Namenim mogoče še Simona, ki bo čez približno 1 uro, se pravi ob 7 v kinu Odon, kjer pa gre v bistvu za osamljenega mladeniča, ki se spoprijatelji s skupino mladih s posebnimi potrebami in začne skupaj z njimi ustvarjati torej lastna pravila brez ljubezni in sreče. Jutri, če se ne motim, nas čaka še kar nekaj stvari, med drugim delavnica optičnih igrač, pa tudi tale film Kako sem po nesreči napisala knjigo za 8+. Človek za rano pa bo imel zvečer svojo projekcijo, Polona Janežič bo spremljala vse skupaj na violini, in včeraj smo recimo že gledali film o tem, kako je režiser filma Človek za rano pravzaprav snemal filme. No, več je bilo v resnici govora o njegovi ženi, njun prapravnuk pa je z nami tukaj do nedelje, Sami van Ingen, ki je bil prav ta avtor filma, ki smo si ga lahko ogledali včeraj. S svojim filmom pa je on pravzaprav podrl siceršnjo predstavo o Robertu J. Flahertyju, ki je veljal za velikega filmarja, človeka inovacij, no tukaj je pristopil malo bolj kritično in predstavil tudi, koliko mu je pri tem v resnici pomagala Frances, njegova žena oziroma njegova babica. Toliko za enkrat. Jaz predlagam, da če si želite, se nam enostavno pridružite tukaj v Izoli. Tudi za kampiranje je prav prijetno vreme, morje ima že 24 stopinj. Dobite pa tudi kalamare že za 12 do 13 evrov. Toliko za enkrat, lepo se imejte in se vidimo spet v ponedeljek.